Lansko leto je zaradi nepremišljene rabe pirotehničnih sredstev v bolnišnico prišlo kar 12 oseb. Med njimi je bilo kar 10 mladoletnih in 2 bosta imela posledice vse življenje. Letos se k varni uporabi vabil tudi policist Tim Gajser. Če imaš neko zadolžitev, če imaš neki šport ali pa bilo kako dejavnost, igraš kak inštrument, ne vem, bilo kaj. Mislim, da je to prava izbira zaradi tega, ker nimaš časa, da bi študiral na neke bedarije, dobesedno bi lahko rekel. Pisal nam je gledalec, ki pravi, da ga skrbi za bratranca, saj ima ta doma stare petarde in prosi za nasvet. Zato smo se odpravili k policistu. V Sloveniji je uporaba petard prepovedana. Vsekakor odsvetujemo uporabo petard, sploh če je njihov rok daljši od dovoljenega. Petarde, ki jih dobimo pri mladostnikih, policija zaseže, o tem pa obvestimo starše. Mladi velikokrat sami kupujete pirotehnika, v prodajalnah veljajo posebna pravila. Otrok, da lahko kupi prve izdelke, mora biti star 14 ali več, se pravi kakšne manjše fontane, potem talne vrtavke, pasje bombice. Če ne poči, ga pustimo na miru. Se ne približujemo vsaj 15 minut izdelku in ga pustimo. So pa med vami tudi iznajdljivi mladi izumitelji. 11-letni Anže Maj iz osnovne šole Gorica Velenje je izdelal nenevarno petardo. V zimskem času, ko so petarde zunaj pokale, smo še takrat včasih imeli mačko, ki se je zelo bala teh petard in sem začel razmišljati, kako bi lahko to rešil. Deluje v bistvu, da je zgornji del pritrjen zelo malo in ko pride do sunka, se pač ta del dol pade in vsi papirnati delčki, ki so znotraj, se razsujejo. Velenjčani so sicer zagreti izumitelji. Letos so izdelali že več kot 20 izumov. Brez pirotehnike in z izvirnimi idejami so lahko tudi vaši prazniki mirni in varni.